Dober dan in dobrodošli. Danes bomo intervjuvali mojstra vsevedca in vsestransko prikladnega inženirja Klemna Žagarja. Povejte, kje smo zdaj s prenovo? S prenovo gre zaenkrat vse po planu in časovno in stroškovno. Razen eno stvar bomo zdaj pokazali iz terena. Šokantno je tu, da je bilo 5 takih levrečk, teh plastik raznih. 45 evrov. S popustom. S popustom! What? In smo nazaj, povejte. No, kot vidite, je vse po planu. Danes je stranske plastike, te zaščitne lepotne, damo nazaj. Smo dobili zatiče iz Ljubljane. Oh, I love the sound. No. Ne štekaš, tako da mrde. Smo. Ja. Potem kabli. Tu pa bi jaz temu rekel, da živčevje napeljujeva. Koliko časa vam je vzelo priprava na samo napeljavo, ki v bistvu bo po eni strani podobna prejšnji, po drugi strani pa bo vse obrnjeno na glavo? A je res? Ja, vzelo tudi po več mesecev. Mislim, tako, ko sem se rodil, kaj se smete, sem že začel malo razmišljati, kako pa jaz v kombiju kable položil. Prav uno zares, ko se je pa začelo, ko sem povedal, to je bilo pa 14 dni nazaj. Aha. Ja, en teden. Bravo. Intervju imamo, ste nas glih zmotili. Se pravičujemo za prekinitve. Tako, torej pravite 14 dni. Kje ste pridobivali informacije, kje ste sestavljali ta sistem, na kaj vse ste morali pomisliti? Na internetih sem bil. Imel sem tudi najdel sem enega navideznega prijatelja. Kako mu je ime? Komu je ime? ChatGPT. ChatGPT. Ni pa vedel vseh odgovorov na moje vprašanja. Tako da na koncu sem mogel tudi sam skoraj kar veliko narediti. Zagotovo gledalce izjemno zanima, na kaj vse ste morali pomisliti pri sami napeljavi? Napeljavi. Stroški. Se pravi, najprej je treba pogledati, kakšne porabnike bomo imeli. Se pravi, imela ženo. Imava recimo 21 porabnikov tle noter. In glede na porabnike se je treba odločiti, kje bojo, koliko dolga bo žica in ko veš, koliko dolga bo žica, pa kako moč, koliko energije porablja, se še določi, koliko debelo žico rabiš. Se pravi, dolžina pa debeline žice moraš glede na kontekst ugotoviti. Hvala, še kakšno zaključil misel? Bomo zmogli, bomo ja. Hvala. Hvala in se vidimo kmalu v prihodnji oddaji. Elektroinštalaterstvo Žagar, prosim. Spustite naprej? Ja, kar naprej. Imamo toplo. Kar sem hotel pokazati je tale, gnezdice. Torej, mojster, razložite. Ja, tle bo gnezdo elektrike. Tu bojo možgani v bistvu, če smo pri živčevju. In pa bomo živčili ostale dele kombija. Pa še izslati, lahko nekaj pokažem. En del elektrike bo tle. Zdaj, ko boš odprl, boš glavno stikalo tle obrnil, tle so pa varovalke. In bojo kabli tako čez luknjo v drugo smer narejeni. In bo tle full clean. In pol na nek način tudi tam clean. Clean je clean. Je clean, se sklenil zbir. In koliko je ura, kaj imam kaj? Ura je... Kaj? Ura? 6 minut imam. Dokdaj si delal? Do 5. Po 6 zjutraj. Poglejte vi to.
napovedniku tega tedna pa dokumentarna serija Prenova kombija. Kot smo lahko videli že v predhodnem prispevku, gospod inženir Žagar spreminja kombi v bivalno vozilo. Tako res narediš, ne? Ob tem pa seveda ni sam, pomagajo mu tako domači kot mimoidoči. Malo vem, da je vrh na dol narejen, ampak ne po centi, ne. Malo je tako na konju. V poldokumentarnem igranem filmu, ki bo kmalu na vseh vaših zaslonih, bomo lahko videli gospoda Žagarja z različnim orodjem v rokah. Prav tako bomo lahko videli različne situacije, različne materiale in različne pripetije. Vas zanima več? Naročite se na ta kanal, ter vsekakor boste obveščeni o vseh nadaljnjih postopkih. Sploh tam ne, tisto. Evo, povej. Postraško? Postraško. Ne moram. Glavno, tale radi bo probala, če je pravi radi za pri oknu. Bova delala izrez. In to je zdaj test. To je zdaj test. In Klemen je majster. Bude? Malo. Je tu 3,5 še malo v centi, tako da nekaj. Še malo. Še malo. Preveč. Malo greš ven. Zaenkrat pa zaključimo z mislijo. Oh, kako lepo je, ko elektrika je napeljana in so stene izrezljane. Želim vam prijetno nedeljo še naprej in predajam besedo v tednik. Nasvidenje.